Lepo pozdravljeni. Slovenija je včeraj izvolila novo prvo predsednico Republike Slovenije. Z nekaj manj kot 54% je to postala Nataša Pirc Musar. Njen protikandidat v drugem krogu, Anže Logar, je zbral nekaj več kot 46%. Kaj to pomeni za Slovenijo, kaj to pomeni za prihodnost politike enega in drugega bloka in še kaj. Se bomo danes pogovarjali z političnim komentatorjem in urednikom Aljušem Pertinačem. Pozdravljen. Zdravo, Peter, in hvala za vabilo. Torej, oba kandidata sta nekako poudarjala pravzaprav iste vrednote, vsaj navzven, torej neko povezovanje, zmernost, strpnost, povezovanje in še enkrat povezovanje. Tudi v svojih zaključnih govorih so bile to vrednote, ki so jih poudarjala. Čem je bila torej ključna razlika, kaj smo Slovenci izbirali pravzaprav včeraj? Ja, jaz mislim, da smo izbirali to, kar zmerom izbiramo na predsedniških volitvah. Očitno zdaj imamo že toliko ponovitev, da lahko to, se mi zdi, skoraj z gotovostjo rečemo. Trend je jasen. Skratka, na predsedniških volitvah zmaga levo-sredinski kandidat. Od začetka, od prvih v bistvu volitev še za predsednika predsedstva, ko je Milan Kučan premagal pokojnega Pučnika in potem naprej, ko smo imeli te klasične, da tako rečem, volitve predsednika republike, kot smo jih imeli zdaj, se to zmerom isto zgodi. Včasih je razlika večja, včasih je manjša. Edini odklon je v bistvu bil na zadnjih dveh volitvah, ko je kandidiral Borut Pahor, za katerega bi recimo rekli lahko v teoriji, da je najbolj levo-sredinski kandidat možen, ampak očitno ta levo-sredina ga ni vzela čisto za svojega in je potem prišlo do tega da je dvakrat se pomeril v drugem krogu še z enim levo-sredinskim kandidatom. Tako da z tega vidika je rezultat Anžeta Logarja in samo dejstvo, da je desno-sredinski kandidat ponovno, se pravi po 10 letih, po dvojih predsedniških volitvah prišel v drugi krog in tam dosegel zelo dober rezultat, da gre tukaj še za kandidata, ki je viden politik SDS-a. Ta hip bi lahko rekli skoraj poleg Janeza Janše drugi najvidnejši njihov politik ali pa saj med prvih 5, prvi jakostni skupini, če tako rečemo, je to zavidljiv rezultat. Posebej še, ker vemo, smo imeli spomladi parlamentarne volitve, na katerih je SDS Janeza Janše bila poražena in je z visoko razliko zmagalo Gibanje Svoboda in zdaj praktično v pol leta kandidat SDS-a, ki je bil tudi del te vlade, ki je viden politik SDS-a, dobi tak rezultat na predsedniških volitvah, je zavidanja vredno, se mi zdi. Po drugi strani je pa to tudi malo posledica tega, da je seveda leva sredina ali pa ta anti-Janša tabor, kakor ga že hočemo imenovati, se zelo nespretno lotil teh volitev. Vemo, da so iskali kandidata svojega z rdečo lučjo pri Belem dnevu. Najprej je Gibanje Svoboda ponudilo Marto Kos, ki so je potem odsvetovali kandidaturo, še preden se je ta v bistvu dejansko začela, preden so se kandidature formalno vložile. Potem so poskusili z Milanom Brglezom kot skupnim kandidatom, ampak se je izkazalo, da je on v bistvu sicer formalno kandidiral za predsednika republike, v resnici pa za nosilca skupne liste Gibanja Svobode in Socialnih demokratov na evropskih volitvah čez 2 leti. To je tudi bila neka posebnost. In na koncu so pristali na Nataši Pirc Musar, ki je nihče ni želel, ker če bi jo lahko podprli že na začetku, ker je tudi prva praktično najavila kandidaturo, pa so vse naredili za to, da je ne bi podprli, da je ne bi bilo treba voliti in da ne bi postala predsednica. Potem pa, ko je vrag odnesel šalo, ko je prišla po tej seriji njihovih neizsiljenih napak, če rečemo teniško, v drugi krog, so pa naenkrat ugotovili, da je ona levo-sredinska kandidatka. Tanja Fajon recimo ugotovila, da je čas za žensko, 14 dni nazaj, ko je bil prvi krog, še ni bil čas za žensko, zdaj je pa čas za žensko. Tako da nekako so uspeli zapakirati to zgodbo, kakor sej Nataša je bila naša intimna izbira že ves čas, mi smo se sam delali, da ni, zdaj pa, ko je tu, zdaj pa je jasno, da je ona naša in očitno je volilno telo na nek način se odločilo, tako kot se zmerom odločilo na predsedniških volitvah, se pravi tisti, ki ima upravičeno ali ne, se pravi avreolo nekega levo-sredinskega kandidata, se mogoče bo pa o tem še kaj rekla, mislim, za moj okus Nataša Pirc Musar nikakor to ni, ampak pomembni ljudje na čelu z Milanom Kučanom so jo za to razglasili, so se volivke in volivci odločili tako, kot so se odločili. Zdaj, a bi lahko Anže Logar naredil kaj več? Mogoče bi lahko v drugem krogu, v kampanji malo spremenil svojo držo.
Jasno je, da v prvem krogu, ker je pač kandidiral z to senco Janeza Janše, vlade Janeza Janše, SDS-a in samega sebe v končni fazi, je moral zelo paziti, ne, da se je kazal kot nek pač sprejemljiv kandidat, širok, se pravi tak, ki ni ekstremen, ki si želi sodelovanja in tako naprej. In to mu je tudi odlično uspelo, ne? Zato je prišel v drugi krog. Ampak v drugem krogu pa jaz mislim, da za moj okus bi lahko to držo malo spremenil, ne? Ker vendarle je šlo za tu spopad dveh, ne? Head to head, če rečem po angleško. In pri Nataši Pirc Musar je pač tako, da ona gre zelo neko tako neposredno, zelo močno energijo, ne? Kot buldožer, bi jaz temu rekel, in pač zdaj, če ti buldožerjo mahaš, ne, z pač neko zastavico miru, buldožer ponovadi se na to ne ozira. Zdaj, a bi to spremenilo končni rezultat, ne, ni nobene garancije, da bi ga, ampak saj jaz osebno sem pač pogrešal nek tak bolj spopad v drugem krogu, da bi res videli, ne, ali bi to kaj vplivalo na udeležbo in na končni rezultat, ampak očitno je pač Anže ocenil, da je njegov domet ta drugi krog in je bil s tem zadovoljen. Tudi njegove prve izjave po volitvah to kažejo, ker je rekel, ne, da je to začetek nečesa velikega. Ne. Tako da se vidi, da je dolgo časa v politiki, da zna tudi poražen biti, ne, ker seveda je to poraz. Ne. Sej rezultat je bil v redu, pa vse dal vse od sebe. Ni slabo igral, če rečeva spet po športno, ampak še zmerom izgubil. Ne. In jaz verjamem, da si je želel biti predsednik. In glede na to, da pravi, da je to začetek nečesa velikega, ne, očitno je si ukalkuliral to, pač, da lahko izgubi, ampak na nek način saj sam misli, da je tudi veliko dobil. Zdaj, kaj pa je to, kaj je dobil, bomo pa videli v prihodnje. Ne. Zakaj recimo na desnici pravzaprav ne moramo imeti enega kandidata, ki bi bil pravzaprav zmagovalec? Ne? Kot si nekako menil, nekako do zdaj ni šlo nikoli še čez, da bi recimo desno-sredinski kandidat zbral več glasov kot levo-sredinski, vsaj v recimo drugem krogu. Ne? Kje je tle ta catch, kje je problem? Jaz mislim, da ni to toliko stvar desnice, kakor je to pač stvar tega, kako je volilno telo porazdeljeno v Sloveniji. Ne? Zdaj zato so neki pač subjektivni razlogi, po moje pač zgodovinsko gledano, jaz mislim, da je naša družba je pač taka ves čas bila. Ta del, se pravi v bivši Jugoslaviji, ne, po drugi svetovni vojni, ko v bistvu ni bilo sploh parlamentarne demokracije, ne, je v bistvu partija, ne, na nek način prevzela to neko konzervativno vlogo. Ne. Če pogledaš ta stališča, ki jih recimo imajo zdaj te levo-sredinske stranke ali pa anti-Janša stranke, ne, glede človekovih pravic in tega, ne, to so pač za partijo so to pač vprašanja, ki niso bila nemogoče, ne, da bi na tem pač pravice istospolno usmerjenih oseb in tako naprej. Skratka, partija, ne, na nek način je bila v tem pogledu zelo konzervativna, ne, in ljudje so se pač na to navadili. In zdaj konzervativci v smislu pač nekih teh liberalnih pravic po tega, ne, glasujejo za te kandidate, ne? Plus tudi tisti, ki pač pa so zelo liberalni v tem pogledu, tudi glasujejo za te iste kandidate. To se mi zdi, da je ta paradoks. Ne? Recimo, da bom dal bolj plastičen primer, ne bo kdo rekel, kaj ta zdaj tle govori, ne? Zoran Janković, ne? Vemo, kakšen odnos ima Zoran Janković, ne vem, do manjšin, do žensk, do istospolno usmerjenih in ne vem kaj, ampak to ne ovira teh istih skupin, ne, da ne bi on bil njihov reprezentant in ga volijo. Ne. Hkrati pa, če mene vprašate, 2/3 glasov volivcev dobijo ravno zaradi tega, ne, ker ima taka stališča do teh pač nekih družbenih skupin, ne, in seveda to noben ne bo razglašal na glas, ker se to ne spodobi, ne, in danes je hitro pač obtožen tudi sovražnega govora, ne vem, še česa hujšega, ne, in ampak tiho, ne, v tišini volilne skrince ali pa v podzavesti, pa jaz mislim, da je to prisotno. Skratka, jaz mislim, da kandidat desne sredine bi moral bi se zelo veliko stvari poklopiti, da bi lahko bil uspešen na predsedniških volitvah. Ne. Recimo, da bi bil res top kandidat, da bi ga cel blok že v štartu podprl, ne. Zdaj se lahko sprašujemo, kaj bi bilo, če bi tudi Nova Slovenija že v štartu podprla Anžeta Logarja, čeprav je res, ne, da je on v drugem krogu dobil več glasov, kakor so dobile pač SDS, NSI, pa Povežimo Slovenijo na parlamentarnih volitvah. Ne. Saj to ni pač čisto primerljivo, ampak vsaj nek indikator pa je. Se pravi, nek res zelo prepričljiv kandidat in nek zelo švoh kandidat na levi sredini, ne. Plus neka brezhibna, bi rekel, kampanja. Ne. Zdaj, ta zadnji pogoj bi mogoče tukaj pri Nataši Pirc Musar že lahko prišel v poštev, ker ona je res kandidatka, ki
si ni treba veliko izmišljevati, da bi pač kaj konkretnega učitali, ne? Ampak samo pogledamo pač njeno kariero njenega soproga in je tudi toliko stvari, ampak se pravim, ker je ta pečat, ne, tega, da je nekdo pač kandidat, se pravi anti-Janša tabora, je toliko močen, da vse ostalo pač v tem pogledu zbledi. In po drugi strani, ne, da je nekdo kandidat recimo SDS-a ali pa desnice ali pa pač Janeza Janše, če hočete, ne, je spet toliko močen, da enostavno tu čez ne more iti. Ko Milan Kučan pa Janez Janša ne bosta več politično aktivna, pa jaz mislim, da bojo vse šanse, da tudi desno-sredinski kandidat zmaga na predsedniških volitvah, ker enostavno pač slovenska družba je precej konzervativna. Ne? Ravno pri teh vprašanjih, recimo, ne vem, tudi če hočete, pač poroke istospolno usmerjenih ali pa posvojitve otrok v istospolnih parih in tako naprej, kažejo, ne, ti rezultati na referendumu kažejo, da slovenska družba je, tako, če bi rekli, splošno gledano precej konzervativna, ne, in z tega vidika bi si človek mislil, da tudi desno-sredinski kandidati imajo šanse. Ampak na predsedniških volitvah, ko se nekako razdeli na ta partizanski protipartizanski tabor, ne, kar pri nas po, ne vem, 80 letih je še zmeraj eno ključnih vprašanj, očitno, ne, saj ne samo v politiki se to reciklira, ampak tudi pri ljudeh zgleda, da to tako je pa pač to razmerje tako, kot je, ne, se pravi 60-40 približno, oziroma ko je recimo en boljši kandidat na desnici, gre malo gor, pa ko je slaba kandidatka na levici, gre malo dol. Zdaj, ta anti-Janša efekt, ne, pravzaprav oba kandidata sta poudarjala, da ne bi bile to volitve za, ampak v ozadju nekako se je zdelo, če smo gledali naslovnice medijev z raznimi fotomontažami Janeza Janše in Anžeta Logarja, na soočenih praktično v ozadju na ekranih smo lahko spremljali slike Janeza Janše med predsedniškimi soočenji. Kdaj recimo bomo prerasli recimo to anti-Janša otročje glasovanje, v tem smislu, da glasujemo proti nekomu, čeprav ta človek recimo sploh ne nastopa na volitvah, se sploh ne pojavlja v volilni kampanji, ampak vendarle gre za, tudi recimo njegov kandidat, če lahko tako rečemo, se je pravzaprav od njega izrazito distanciral, tudi v sami kampanji se je obdal z ljudmi iz stranke, ki so recimo izrazito morda kritični ali pa želijo neke reforme, se pravi, kdaj smo nekako, kaj mora Janez Janša res umreti ali pa se politično povsem upokojiti, da bi to presegali, ali tudi to ne bo dovolj, recimo? Ja, zdaj ne, da jaz mu želim smrt, ne, jaz mu želim seveda dolgo zdravo življenje, ampak izkušnje z Milanom Kučanom kažejo, da upokojitev sama ne pomaga, ne? Ker tudi Milan Kučan se je že zdavnaj, da tako rečemo, upokojil, ne? Formalno pač nima nobene politične funkcije, ampak vidimo, da je še zmeraj pač prisoten. Ne? Njegova podpora Nataši Pirc Musar čist na koncu pred prvim krogom je odločilno pripomogla k temu, da je ona pač prišla v drugi krog in da je premagala Milana Brgleza in potem v končni fazi postala predsednica države. Ne? Čeprav je recimo nasprotoval Robert Golob in cela vladna koalicija in tako naprej, vse na začetku. Ne? Tako da upokojitev se bojim, da pri Janši ne bo dosti, ne. Tudi pač, če Janši fizično ne bilo več z nami, bi po moje še zmerom lahko z njim strašili, ker banalno, ampak podoben primer je recimo z Titom, ne. Kordiš je celo rekel na soočenju, da je njegov vzor za predsednika države Tito, ne. In v Sloveniji še zmerom preganjamo titoizem, pa komunizem, pa tako naprej, čeprav vidimo, da že v socialni demokraciji bi se lahko pogovarjali, če je sploh prisotna na strankarski ravni, kašele nek komunizem, ne. In podobno je pač pri Janši, oziroma še hujše, ker Janša je tako močen politik, da tudi, če se ti hočeš ne ukvarjati z njim, se v bistvu ne moreš, ne. Je pa hkrati tudi politik, ki je zelo polarizirajoč, ne. Zakaj on ni najbolj priljubljen politik, čeprav je recimo stranka zmerom prva, druga na volitvah, ne, ali pa saj, da bi bil med prve tri? Zato, ker dobiva samo ocene 1 pa 5, ne, se pravi, ali si zaljubljen vanga, ne, v narekovajih, ali ga pa zavražaš, vmes ni pa nič, ne. In ankete so tako narejene, da tisti, ki dobivajo pa trojke, ne, se pravi, ki so brez barve, vonja in okusa, so pol na konec v povprečju imajo višjo oceno. Tako da ja, vprašanje, kdaj bo to. Zdaj, če bi se Janša umaknil ali pa če bi sam napovedal svoj umik, jaz mislim, da to bi pomagalo, da to bi nekako sprostili to debato. Ampak ne v celoti. Zato, ker druga stran rabi Janšo, ne? Zakaj rabi Janšo? Zato, ker takoj, ko ti rečeš, Janez Janša, nič druga ni važno, ne? Sej Nataša Pirc Musar je recimo tipičen primer tega. Jaz ne vem, če se ljudje zavedajo, ampak mi smo včeraj dobili predsednico,
katere podjetja bodo še naprej donosno poslovala z državo. In to je sama povedala, ne, na zadnjem soočenju, ki ga je imela na nacionalni televiziji. Ne. Se pravi, ja, z uradom predsednika republike ne, ker je prepovedano, ne, beri tudi s tistim bi, če bi se dalo, ampak z drugo državo pa ni problem, ne, zakaj pa vse to ni nič nedovoljenega. Da si predstavljate, mislim, ne, se pravi, ti imaš predsednika republike, ki ima v lasti firme, ne, to je za nas pač unikum do zdaj bil, in te posluje z državo. In to se ne zdi nič problem. In ona bo iz tega kovala profit. Ne? In zdaj si vi predstavljate pač nekega v javnem sektorju človeka, ki odloča o tem, pač, a bo najel neko podjetje ali bo sklenil pogodbo z neko podjetje in tam odzad piše Nataša Pirc Musar, predsednica republike, tam pa piše Pinko Palinko. Ne? In recimo tudi kandidatka te vlade na koncu in ne vem kaj in podpirajo predsednik vlade in tako naprej. Ne? Skratka, to je in vse to plus tajkunska preteklost njenega soproga, v končni fazi njena lastna karijera, ne? Tudi na Rdečem križu posod, kjer je bila pač razdiralna, spre duhove, ne združuje, ni povezovalna, prav da dela za ljudi, mislim, kje se to pozna, ne? Razen pač v njenem bančnem računu, do katerega mi nimamo dostopa, saj jaz ga nimam, se upravičujem. Skratka, vse to ni nič važno, samo zato, ker je pač na drugi strani nek kandidat, ki ga podpira Janez Janša. Ne? In to je res močen pečat. Po drugi strani pa tudi res, da se lahko vprašamo, kako bi šlo pač desnici slovenski na volitvah, če ne bi bilo Janeza Janše. Ne? Ker dokler Janše ni bilo, desnica ni dosegala boljših rezultatov. Ne? V končni fazi dosegala slabše rezultate na volitvah, razen prve zmage Demosa, ne? Ki je bil široka koalicija in vidimo, da pol strank, ki je bilo takrat v Demosu, zdaj ne bi več uvrščali v nek desni tabor ali pa na desni pol, ne? Mogoče na sredino. Tako da to je pač, ko bi rekel, neko plus in minus hkrati v Janezu Janši. Ne? Se pravi, Janez Janša je garant za to na nek način, da desnica saj vsake 2-3 mandate pač lahko oblikuje vladno večino. Ne? Po drugi strani je pa tudi garant za to, da več kot to pa očitno se ne da. Ne? Zdaj, po eni strani bi lahko ugibali, kaj bi bilo, če bi bil kandidat, recimo Logar skupni, celotne desne sredine. Po drugi strani se pa zdi, da je vendarle Logar nastopal izrazito zadržano, izrazito recimo sredinsko, medtem ko mu je pravzaprav Janez Cigler Kralj na drugi strani z jasno izraženimi vrednotami nekega bolj konzervativnega kandidata pravzaprav širil pol na desno stran. Ne? Po drugi strani, recimo, če ne bi imeli Janeza Ciglerja Kralja v prvem krogu, bi praktično bil Logar, če lahko tako rečem, najbolj skrajno desni kandidat na volitvah. Ne? Tako da, kakšna je ta vloga recimo teh morda drugih kandidatov, ki nekako odpirajo, recimo na tak način, kot je morda Miha Kordiš odpiral pol dobesedno v skrajno levico, ne? Ja, to imaš prav, ne? To je zanimivo vprašanje. Zdaj, sigurno v prvem krogu, mislim, Nova Slovenija, roko na srce, pač ona kot stranka, če bi podprla Logarja že v prvem krogu, ne bi s tem nič dobila. Ne? Se pravi, njim se to kot stranki ni splačalo in njim se je bolj splačalo, da imajo pač svojega kandidata. Ne? Splačalo se jim je tudi zato, ker nadaljuje ta nek svoj trend te pomladitve. Ne? Oni so že ministrsko ekipo, ki so imeli pač imajo mlado, imajo relativno mladega predsednika, ne, za slovenske pač razmere strank in tudi Janez Cigler Kralj je nek del tega mladega vala in se mi zdi, on dosti korektno pač to svojo vlogo tudi odigral predsedniškega kandidata NSI-ja in dosegel nek rezultat, ki je bil pač v okviru pričakovan. Ne. Koliko je on škodil Logarju, koliko mu je pomagal, ne, to imate prav, ja, pač Logar bi bil potem kandidat ekstremne desnice, ne. Ampak v prvem krogu mislim, da to vse ne bi prišlo tako do izraza, ker se je ta anti-Janša tabor itak ukvarjal s tem, kdo sploh bo njihov kandidat za drugi krog. Ne? In saj na začetku mislim, da so se poigravali z mislijo, tudi na nek način upravičeno, ker so prej rekla, kakšni so bili rezultati zadnjih 2 volitev, da bi mogoče 2 njihova kandidata prišla v drugi krog, ne? Pa da se pol tam odločijo oni med sabo, kjer je boljši. To se pol ni zgodilo. Tudi Prebelič, recimo kandidatura Vladimira Prebeliča, župana Kočevja, mislim, da je koristila Logarju. Mislim, da bojo te križ-kraž analize, če jih bojo delali, ne, pokazali, da je dosti njegovih volivcev tudi na koncu glasovalo za Logarja in tako naprej. Skratka, kot sem že rekel nekje drugje, ne, nismo imeli nekih jasnih favoritov v štartu, ne, in na koncu sta prišla, po moje, v drugi krog tista 2, ki sta si najbolj želela izvolitve. In nihče si ni želel bolj kot Nataša Pirc Musar. Res pa je,
da je ona pač kandidirala, ker lahko. Ne? In zdaj imamo situacijo, ki tudi še nismo imeli v zgodovini Slovenije, da imamo na dveh daleč najpomembnejših političnih funkcijah v državi, ne? Ena dejansko predsednik vlade in druga po ustavi, ne? Predsednik republike. Imamo dva kvazi nova obraza, ne? Ki sta prišla v politiko iz dolgčasa. Pač denarja imata, ne bi zdaj šli v detajle, kako sta ga pridobila, čeprav tudi to imajo skupno, da ne znata čisto dobro razložiti, ne? Oziroma da vse verjetno ni bilo tako čisto, kot bi si človek želel. In imate denar, čas in sta pač kandidirala, ne? In sta bila uspešna na volitvah. Ne? In to se mi zdi, da je slab trend. Ne? Zdaj v Sloveniji se veliko ukvarjamo recimo z Donaldom Trumpom in tako naprej. No, Nataša Pirc Musar je slovenska verzija Donalda Trumpa, ne? V končni fazi tudi njegova pač odvetnica. Po drugi strani vprašanj, mogoče nima čisto istih političnih stališč do vseh vprašanj kot on, ampak po načinu vstopa v politiko, po stilu, kako je prišla, na kak način se je tega lotila in v končni fazi, da je bila praktično z denarjem svoje družine izvoljena, ne? Ker to kampanjo, ki jo je imela, pač mogel nekdo plačati, ne? Pustimo zdaj, kaj bo pisalo v poročilu Računskemu sodišču, ampak če si ti pripeleš z Maseratijom, pol vemo, s kje denar prihaja. Je slovenska verzija pač Donalda Trumpa. Ne? In mene fascinira, da je recimo Levica na predsedniških volitvah podprla tako kandidatko in ima tako kandidatko za predsednico republiko boljšo kot nekega dolgoletnega politika, ne, ki sicer politično ni na njihovi strani, ampak ni koruptiven, ni nikoli imel praktično nobenega madeža v karieri. Celo želijo si, da bi bil uspešen, ne, zdaj vsi razlagajo super, ne, če bi pa SDS z Logarjem nastopila na parlamentarnih volitvah, pa bi pa zmagovala, ne, pa bi dobila več kot Janšo, pa ta rezultat, ki ga je dobil Logar, je kljub Janši, ne. Zaprav, jaz res ne razumem. Zaprav, vi si želite, da ne bi bilo Janša, da bi bil Logar, ne, zdaj ste imeli idealno šanso, ne, zdaj, če bi izvolili Logarja, potem bi lahko rekli, evo, ne, Janša si videl, zdaj, če ne kandidiraš ti, potem lahko desnica dobi celo predsednika republike. Skratka, namesto tega, ne, so naredili vse, kar se je dalo, vsaj v drugem krogu, da je bila izvoljena Nataša Pirc Musar. Vemo pa, ne, Trump ni edini zgled v svetu, bogati ljudje, ko grejo v politiko, grejo iz dveh razlogov. Ali hoče še bolj obogateti, to je ona že povedala, da bo na tem delala, ne, ker bojo njene firme še zmerno poslovale z državo, ali pa hoče zaščititi svoje bogatstvo, ne. Kar pa tudi ni zanemarljivo pri njej, ker na lestvici pač teh pač privatizacijskih profiterjev, mislim, da je njen soprog na visokem drugem mestu, takoj za Darkom Horvatom, za katerega je pa ona delala, ne. Ona je praktično bila pač PR-ovka Darka Horvata, ki je največji, če hočete, tajkunski bogatun ali pa privatizacijski profiter v Sloveniji, daleč največji, ne, odlično drugo mesto pa drži njen soprog. Ona pa pač z enim poročena, za drugo je pa delala, ne. Se pravi, da to ni v kampanji recimo prišlo bolj do izraza, ne, ko sem prej govoril, ki je mogoče kakšno šanso Anže Logar zamudil v drugem krogu, se meni zdi zelo slabo spričevalo za slovensko družbo, no. Za medije, za politiko, za pač ustvarjalce javnega mnenja, za mnenjske voditelje in v končni fazi za celo družbo, no. Ker da te stvari kar z roko pometemo in se zadovoljimo s tem oznakama, ne, se pravi, ta je naš, ki je anti-Janša, pa ni naš, ki je Janša, ali pa obratno, se mi zdi zelo slabo. No. Ravno ta, recimo, sistem zavor in ravnovesij, če uporabimo slovenski, ne, oziroma checks and balances v angleščini, ne, se zdi, da je po svoje s temi volitvami nekako nazadoval. Ne. Zdaj, sicer je lahko stvar debate, kako bi Nataša Pirc Musar uvrščala na levi pol ali pa ne, ampak vendarle levi pol jo je podporil, nekako je bila kandidatka teh strank, ki imajo zdaj predsednika vlade, predsednico parlamenta, udobno večino, recimo na mnenjsko večino, se pravi 6-3 na ustavnem sodišču, praktično počiščeno javno upravo v zadnje pol leta. Zdaj, če recimo upoštevamo še, če ne uspe zakon, se pravi referendum o RTV-ju, prevzamejo še RTV, ki je zadnji pravzaprav večji medij, ki še ni povsem v recimo tem miljeju, zdaj, ko je recimo bil zamenjan urednik Siola, ne. Tako da, kaj to skupaj še recimo s predsednico zdaj to pomeni za nek sistem zavor in ravnovesij v slovenski družbi? Ja, to je slabo za slovensko družbo, ne, zato ker je slovenska družba še zmerom dosti razdeljena in vsak pameten politik, ampak problem je, ki te ljudje niso politiki, ne. Te pač so profitirali v gospodarstvu in ko se je tam pač ugotovili, da
stopnja donosa ni dosti visoka, so šli v politiko. Zdaj pač lahko se kdo z mano ne strinja, komu ni všeč, ampak jaz to tako povem, kakor vidim. Skratka, in Golob in Nataša Pirc Musar sta del istega trenda. Skratka, pameten politik bi delal na tem, da vključuje čim več ljudi različnih nazorov, pa različnih mišljenj, ker je to dobro za državo. Posebej za tako majhno državo, kot je Slovenija, za konsociativno družbo, kot smo mi, se pravi na nek način tudi dosti še korporativistično, zaradi tega, ker smo imeli pač ta sistem socialističnega samoupravljanja in tako naprej. Ampak seveda za tiste, ki od zadaj furajo biznis, pač ni dobro, da imajo neke suverene politike na oblasti, ki potem sami odločajo. In Janez Janša tem ljudem, ki odzad, ko bi rekel, poganjajo ta anti-Janša tabor, ga financirajo in podpirajo in si izmišljujejo te pač kandidate od, ne vem, Mira Cerarja, Marjana Šarca, Zorana Jankovića, Roberta Goloba, Alenke Bratušek, Nataše Pirc Musar, dolg je seznam. Teh Janša ne moti zato, ker bi on imel, ne vem, ideološka stališča drugačna njihovim, ampak jih moti zato, ker če Janša pač na oblasti, se ve, kdo odloča. Odloča Janez Janša. In zdaj jim je res na nek način uspel veliki met, ampak je to za njih hkrati tudi slabo, ker to situacijo smo mi že imeli. Če se spomnite, ko je vladala LDS. Ko je vladala LDS pod Janezom Drnovškom, smo imeli mi točno tako situacijo. Se pravi, predsednik republike je bil anti-Janša, predsednik vlade je bil anti-Janša in na koncu tudi Janša ni bil v vladi. Skratka, in vemo, kako se je tisto končalo. In zdaj jaz mislim, da se bo isto končalo. Je pa res, da na kratek rok pa so rezultati taki, kot je včeraj nekdo hudomušno na Twitteru zapisal, pa vendar precej točno, da je Janša letos izgubil tako državno prvenstvo kot v pokalu. Ni osvojil nobenega naslova. Tako da to je kratkoročno pač nekaj, s čimer se bojo mogli verjetno v SDS-u ukvarjati in to napoved Anžeta Logarja, da je to začetek nečesa velikega, verjetno treba gledati tudi v tej smeri. Predvsem pa mislim, da tudi javni molk Janeza Janše, zdaj popravim me, če se motim, ampak jaz mislim, da kar se midva pogovarjava, pa od volitev ni še nič rekel. In to se mi zdi, da je neznačilno za njega, ker ponavadi po vsakih volitvah Janša takoj pove, da pač so oni zmagali, da so bile volitve ukradene in da pač je to sramota, ali pa če so zmagali, pač tudi kaj reče, če so dejansko zmagali tudi po rezultatih. Zdaj ni še nič rekel. Tako da zanimivi bojo te pač prvi odzivi Janše in zanimivo bo spremljati, kaj je to ta začetek zdaj nečesa velikega, kar je imel Anže Logar v mislih. Zdaj, na državni ravni naslednjih par let ne bo nobenih volitev, torej neke vrste, razen če bi prišlo do nečesa res nepredvidenega na parlamentu, pa vendarle nekako pri tako udobni večini, kot jo ima Robert Golob, se ne zdi zelo verjetno, da bi bile volitve. Zdaj, po eni strani, kaj to pomeni za vlado, ki po svoje jo čaka neko mirno, lahko rečemo, vsaj politično gledano obdobje, in kaj to pomeni recimo za opozicijo, ki ima nekako 2-3, morda skoraj 4 leta časa za nek premislek, za neko regrupacijo, če recimo vzamemo nek tak bolj športni žargon. Ja, zdaj za vlado, kakor vemo, te leve ali pa anti-Janša vlade, če hočete, so same sebe zmerom največji sovražnik. Če je recimo Janez Janša mojster političnega preživetja, se pravi za njegovo vlado, veš, da ne bo pač razpadla, če ne bo res nujno treba. Medtem ko leve vlade pač razpadajo kar same od sebe, zato ker pač ne znajo sodelovati ali pa se naveličajo in drugega. Vlada bo sam sebi največji sovražnik, kot si ugotovil, v parlamentu praktično opozicije nima, druge večine niti ni možno sestaviti, kar pomeni, da argument, da bi sestavili drugo večino, praktično ga ni. Na volitve pa vemo, poslanci nočejo iti. To se je še Marjan Šarec naučil, če prej ni vedel, ko je odstopil, se je pač naučil. Če je kiro lekcijo, po moje, si zapomnil za vse življenje v politiki, si je to. Se pravi, da ni dosti, da ti odstopiš, pa rečeš, gremo na volitve, se pol to ne zgodi. Skratka, predčasne volitve niso dosti verjetne, razen če bi res neka huda zunanja kriza bila, tudi so zdaj neke okoliščine, pač je globalna ekonomska kriza na vidiku, energetska kriza je, in tako naprej, da bi si recimo Golob zračunal, da se mu bolj splača iti zdaj na volitve, da dobi še enkrat večino, ampak jaz tega ne verjamem, ker on
je pač šel v politiko zato, ker se je hotel maščevati, ne, tem, za katere je mislil, da so krivi, zato, da se mu ni podaljšal mandat na GEN-I-ju in ker je imel po mojem prej občutek, da ni dost v soju žarometov, ne, in zdaj pa ima praktično vsak dan možnost, da nam vsem skupaj razlaga, koliko je fajn. In zdaj pa dobil resno konkurenco, ker Nataša Pirc Musar je po moja državna prvakinja, če ne še kakšna evropska, v tem, da zna razložiti ljudem, kako je fajn, in to bo za Goloba zdaj slabo, ker dobil je pač predsednico republike, ki bo mu solila pamet na dnevni bazi in ki se bo oglašala, ki se bo obnašala isto, kot se je obnašal Danilo Türk, ne, ki je bil predsednik republike, pa rekel, da mora Pahorja vlada čim prej iti, ne. Na kar smo dobili bolj vlado Janeza Janše. O tem govorim. Skratka, to so pač te kvazi kukrlevi politiki, ne. In jaz mislim, da bo Golobu hitro žal, da ni bil Anže Logar izvoljen, ker bi z njim na mesto predsednika republike, kar je mogoče za koga paradoks, veliko lažje vozil, kakor bo pa za Natašo Pirc Musar, ne. Za opozicijo je pa pač stvar, v bistvu se jim ni nič spremenilo, ne. Zdaj, izgubili so pač parlamentarne volitve, ki glede na COVID pa vse okoliščine nekako, pa tudi to, kako je do mandata sploh prišlo po sili razmer, ne, da so sploh sestavili vlado, je bilo na nek način pričakovano, vsaj zame. In izgubili so predsedniške volitve, kar je bilo tudi pričakovano, ne. Edino, kar je nepričakovano, je to, da se je Anže Logar tako odlično odrezal, ne. Zdaj, a je to plus, a je to minus, je pa treba videti, ne. Čas res imajo, se pravi, ne mudi se jim z nekim odločitvam, ne. Se pravi, ni treba, da zdaj Janša jutri reče, da se bo umaknil ali da se ne bo umaknil, ali da Anže Logar pač jutri napove ustanovitev stranke. Oni lahko vsi skupaj čakajo do naslednjih volitev, pa vidijo, kaj je, ne. Mogoče celo ni nemogoče, da bi videli nek scenarij pač Gregor Virant 2.0, ne. Se pravi, da bi se Anže Logar počasi začel oddaljevati od SDS-a, pa ustanovil neko svojo stranko, ne, če bi ocenili, da bi tu lahko dobil neke dodatne glasove, ne. Po drugi strani pa SDS kot tak, po moje, je na zgornjem limitu, ne. Se pravi, to, kot so dobili na zadnjih parlamentarnih volitvah, ob tudi res visoki volilni udeležbi, to je njihov zgornji limit. Zdaj, če bi uspeli nekako ohraniti te glasove, pa ker bo verjetno na naslednjih volitvah parlamentarnih volilna udeležba nižja, ne, pa če bi Anže Logar prepričal neke volivce, ki so bili do zdaj neopredeljeni ali pa so glasovali mogoče za kakšne stranke, ki pol niso prišle v parlament, ker tudi desnica, ne, če se spomnimo, je imela zelo veliko propadlih projektov na teh zadnjih parlamentarnih volitvah, ne. Največji, najbolj v oči vpijoči je ta Povežimo Slovenijo, ne, kjer je pač konkretno, se pravi, ex-SMC, pa SLS, pa Zeleni, pa Kangler, pa nekdo je še vse tam zraven bil, ne, so skupaj dobili manj glasov, kakor je SLS na prejšnjih parlamentarnih volitvah, v bistvu na nižji volilni udeležbi. Potem je tukaj še Pivčeva, ne, s svojo stranko in tako naprej bila. Tako da, če bi recimo Logar ustanovil novo stranko, ne zdaj, ne, ampak ko bojo naslednje volitve in pobral te glasove, se pravi, da bi te glasove prišli v parlament, namesto da se zgubijo, ne, potem mogoče bi to bila neka opcija za SDS, pa za njega, pa za Janšo, in potem bi se tudi v tem mandatu, če bi do njega prišlo vladnemu, bi se potem Janša lahko počasi umaknil in bi pol šli naprej z Logarjem. Zdaj vprašanje je, če je to dosti za Logarja, ne? Vprašanje je, kaj razmišlja Janez Janša, ne? To po moje ve samo Janez Janša. Je pa plus in hkrati minus v SDS-u, da pač tam res vsi razmišljajo z eno glavo, ne, vse, kar se politike tiče. In ta glava je najsposobnejša, po moji oceni, je sicer pač subjektivna ocena, ker nisem noter, ampak v SDS-u daleč najsposobnejša glava je, da ne rečem tudi slovenski politiki, generalno Janez Janša. In on se bo sigurno odločil tako, da bo dober za njega, pa da bo dober tudi za njihovo stranko. Sej, če računamo, da on 30 let v politiki, ne, in če v tem obdobju gledamo pač, kakve so bile njegove odločitve, je verjetno več pozitivnih kot negativnih in na dobi 30 let je sam še en politik v Sloveniji, ki to lahko reče zase, to je Borut Pahor, ki pa je hkrati zdaj verjetno tudi, če že ne de jure, pa saj mislim de facto izven slovenske politike, ne, ker jaz ne verjamem, da bi se on aktivno vrnil v strankarsko politiko, potem, ko je bil predsednik republike. Se pravi, ostali smo samo na Janši, ne. Jaz mislim, da bo Janša v dobrem in v slabem zaznamoval tudi ta mandat, ne, te vlade ali pa ta sklic parlamenta, če hočeš, ali pa saj še nekaj let, dokler ne bo prišlo do kakih teh premikov,
če bo do njih sploh prišlo, ne? Ker pa ni nobene garancije, ker recept, ki ga ima Janez Janša, je tako za Janeza Janšo, po drugi fazi pa tudi za SDS, ne, se spet vračam na to, učinkovit, ne? Ker glede na to, koliko smo porabila besed za to, da smo rekla, kak je razdelitev volilnega telesa v Sloveniji, ne, to, da si ti vsake 2 ali pa na 3 volitve oblikuješ vlado, vmes si pa druga najmočnejša stranka v državi. Ne, mislim, da vsaka nogometna ekipa bi pristala na to, ne, da je ali prva ali pa druga v ligi, recimo vsako sezono. Ne. Tako da z tega vidika ni treba zdaj misliti, da je to neka blazna katastrofa, ker ni. Ne. Zanima je tudi ta razporeditev glasov, ne? Se pravi, recimo, če vzamemo na parlamentarnih volitvah aprila, SDS plus Nova Slovenija plus Povežimo Slovenijo so zbrali dobrih 400 tisoč, 402 tisoč glasov, Anže Logar v drugem krogu jih je zbral 409 tisoč, torej praktično govorimo o enaki količini. Ne? Ja, to je res, ampak treba vedeti, da volitve so med sabo različne. Ne? Imamo tudi paradoks recimo pač evropskih volitev, ne? Kjer recimo Tanja Fajon dosega blazne rezultate, ne? Ko popelje stranko na volitve, pa v bistvu stranka komi pride v parlament, ko jo pelje na parlamentarne volitve. Ne? In še veliko takih primerov bi lahko našli. Tako da ni čistih usporednic. Ne? Gotovo je pa za Logarja osebno, ne? In za desnico je pa to nekaj, kot sva že prej rekla, preko česar ne morejo, kar tako, ne? Da je njemu pač to uspelo. Ne? Pri čemer vsaj jaz, recimo, ki sem mogoče mal velik ali pa v narekovajih prevelik perfekcionist, mislim, da ni pač odigral svoje življenjske, recimo, tekme, posebej v drugem krogu, pa je vendarle dosegel tak rezultat, ne? Pa je imel vse precep, ne? Tako kot zmerom, se pravi in medije in javnost in še ta strah pred Janšo, ki je še dokaj živ, in še te referendume, ne? Jaz mislim, da te referendume mi niso koristili, tudi interpelacije mu niso koristile, ker se je videli, da ima zadrego s tem, da se opredeljevati glede tega, ne? In to se je pol na koncu poznalo. Ne? Ker recimo Nataša Pirc Musar nima nobene zadrege, ne? Nje pač ni sram. Ne? Njej tudi, če ji učitaš, pač, da je obogatela na nepošten način, ona reče, kaj pa je narobe, če imajo ljudje denar, ne? Se to pa se moramo navaditi v Sloveniji, da je to normalno. Ne? Pa se ona je kao kandidatka levice. Ne? Tako, stvari so v Sloveniji pač postavljene na glavo, ne? In ta rezultat Logarja, se pravi, je pač neki vreden, ampak zdaj treba videti, kaj bo s to vrednostjo naredil. Ne? Jaz mislim, da za njega tudi ne bo zdaj lahko, ker zdaj bo mogoče malo še euforije, pa do prisege nove predsednice se bo to še dosti govorilo, ampak potem Anže Logar bo spet nazaj, ne? V narekovajih navaden poslanec. Ne? Se pravi, ne? Nihče ga ne bo spraševal za mnenje, ne bo nekih pomembnih odločitev sprejemal, kaj bo naredil. Ne? In to mislim, da bo zelo težko za njega, ker ne, ko ti priješ recimo v finale svetovnega prvenstva v nogometu, je to super, ne? Pa ko priješ domov, ti naredijo sprejem, ampak po tistem spomnimo se tistega, ko je bil prvak, ne tistega, ko je bil v finalu. Ne? In treba videti tudi, kako se bo on tu obnašal, ker take izkušnje nima, ne. Ima eno minimalno podobno, ko je kandidiral za župana Ljubljane, ne, ampak ti smo praktično drugi dan že vsi pozabili, zato ker je kandidiral proti Zoranu Jankoviću in nihče sploh ni mislil, da ima tam kakšne šanse. Ne. Ampak takrat je dobil recimo tu glasov, kolikor jih dobi SDS v Ljubljani, niti enega več. Zdaj na državni ravni pa, kot si rekel, je pa dobil, lahko rečemo, da več glasov ali pa bistveno več glasov, kot jih je dobila SDS v večji volilni udeležbi na zadnjih volitvah. To pa je zdaj nek nov element. Zdaj, kaj pa to je, se bojo pa morali predvsem sami odločiti, ne? Ker mi dva se lahko to pogovarjamo, mi vsi lahko imamo neka stališča, ne? Kdo bi mogel tam pri njih igrati, pa kdo bi mogel biti trener, pa kako bi mogli igrati, ampak ker nismo v tej vlogi, je to pač v bistvu opomba počrtana. Skratka, za vse politike, ki so tekmovali in tiste, ki so spremljali, včeraj je čas, da se usedejo, premislejo, kako naprej. Zdaj je nek mirno obdobje. Aljuš, hvala, ker si prišel k nam na Domovino pokomentirati to dogajanje. Mi ga bomo spremljali tako na Domovini, kot vi na Faktorju še naprej. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami in vidimo se znova ob prihodnjih oddajah, ki jih ne manjka. Nasvidenje.